Kako se imenuje samica jelena? Ni jelenka, ampak je ko... Košutka. Vid voditelj na Radiu Robin. Branko Čakarmiš. Branko, čestitke, Pop TV letos praznuje okroglih 30, je tako? Ja, eno leto je mlajši od Robina. Še nekaj pomembnega povedati, ne? Pop TV se je začel z Robin TV. A res? Res je. Pol imamo tukaj nekaj skupnega, bravo, temu se ploska. Torej, čeprav razumem, Pop TV, se je Pop TV imenoval po Robinu, ne? Verjetno. Ja. V vseh teh letih ste naredili en kup enih uspešnih oddaj, televizijskih šovov. Kateri šov, recimo, če bi mogel zbirati, katerega bi se ti prijavil? Da zdaj nujno moraš biti del enega šova. Lepo je biti milijonar. A res? Ja. Tudi ta je bil, kar nekaj časa, ne? Ja, z Jonasom pa z Romihom. Kateri šov pa je recimo najbolj priljubljen pri Slovencih? Slovenija ima talent. Slovenija ima talent, aha. Kaj pa recimo Kmetija? Kmetija tudi, ampak Slovenija ima talent izstopa. Je tista. Zdaj se bova nekaj igrala. Navezal sem se na Kmetijo, ker bova zdaj malo Kmetije predelala. Namreč vprašanja imam iz Pratike, ki so v šovu Kmetija, da vidim, če šef je znaste odgovoriti, ne? A si pripravljen? Nikoli ne bom pripravljen. Ne boš pripravljen, gremo Pratika! Ja, Branko, koliko časa, kako dolgo živijo krave? Lahko pomagam, od 10 do 15, 20 do 25 ali 30 do 35 let? Od 10 do 15. Misliš od 20 do 25? Od 20 do 15. Ja, pravilno, super, odlično. En efekt, tako, evo, tako. Kako dolgo je breja kobila? Človek je 9 mesecev, oziroma... Manj kot človek. Manj? Več. Koliko več? Rečeva 1-2 meseca. Ja, leto. Ja, bravo. Slabo leto, točno tako. Kako se imenuje samica jelena? Bambi. Ja, si razširil to družinsko drevo, to je otrok, pol pa. Ni jelenka, ampak je ko... Košutka, točno. A je ta tvoja strogost, recimo, se kazala tudi zunaj, so te ljudje ustavljali, pa joj, dej bod malo bolj, ne, umeri? Ne, jaz sem sicer najbolj prijazno bitje na svetu, ampak če pa gre za preizkus, tam pa je treba stvari jemati resno. No, in prav šov Slovenija ima talent je dala en kup enih odličnih glasbenikov, med njimi tudi Maja Kevc. Maja, kako se ti spominjaš Branka Čakarmiša, si ga dojemala kot strogega? Pa ja, mislim, da takrat sem ga dojemala sicer kot malo bolj strogega, ampak nisem mi pa zdel nepravičen, oziroma zdel se mi je tak premišljen, moder. Imam na njega zelo lepe spomine, no? Kakšne spomine imaš na Majo? Krasne. Evo, da vidimo, kaj ima o tebi zapovedati on. Ona zna, z njo vsak dan je minuta, Rok Piletič, tudi del ekipe Slovenija ima talent. Kaj sporočaš Branku Čakarmišu? Zdaj imaš tukaj, lahko mu kaj poveš v obraz, če je bil prestrog do tebe? Pa ne, Branko ni bil. Jaz ga nikoli nisem dojemal kot strogega, zaradi tega, ker meni že njegova faca in njegove oči povejo, da je dober človek. In to sem pa že takrat imel intuicijo. Če tudi sem se bal stati na odru, sem imel pa intuicijo do dobrih ljudi in Branko je en izmed njih. Tako da jaz se njega osebno nikoli nisem bal. Evo, pazi, še en ima nekaj zapovedati o tebi. ljudje so le dobri in slabi. Tilen Lotrič, kako se je pa do tebe Branko obnašal? Kaj bi povedal? Branko Čakarmiš je največja legenda na tem svetu in ima najlepšo frizuro na tem svetu in je moj vzornik in evo, grem po njegovi stopinjah. Torej, kar se frizure tiče, ti je dal kdaj kako slabo oceno, bi mu zdaj kaj povedal, zdaj imaš tukaj, si na varnem. Ma ne, Branko je bil z mano zelo prijazen, bom pa evo vesel, če gremo na kakšno večerjo čim prej. Na večerjo te vabi Tilen. A je bila ta večerja tudi pred talenti, da je potem bil? Ne. Tilna sem prvič videl. Vse nastopajoče sem prvič videl. Se te ne da podkupiti? Ne, zakaj? No recimo, ne vem, tako je omenil. Se pa strinjaš, da imajo otroci najtežje vprašanja na svetu?
Ja, za odrasle so to najtežje vprašanje. Najtežja. In točno takšna te zdaj le čakajo. Madonna. Naše vipovce radi zaslišijo naši najmlajši poslušalci in tokrat ima zate vprašanja mali 7-letni Jakob. Dajmo slišati. Zakaj ste bili v talentih tako strog žirant? Ste tudi doma tako zahtevni? Ne, doma sem čist drugačen. Aha, kakšen je doma, Branko Čakarmiš? Kot medvedek. O, medvedek, evo, gremo na naslednje vprašanje. Ste že kdaj lulali v bazenu? Je Branko že kdaj lulal v bazenu? Ja, to so otroška vprašanja. Ja, po moje, ker sem bil tvojih let, sem sigurno kaj lulal. To smo že vsi, bazenu, verjetno, ja. provali. A, v Ajdovskem. Ja. Evo, se še kdaj oglasiš v Ajdovskem? Ne. V Goriškem mogoče? Ne, nikoli še nisem bil v Goriškem A, bazenu. evo, zdaj je priložnost, zdaj te povabi od Brankota v Goriški bazen. Evo, še zadnje vprašanje. Katere 3 želje bi želeli, da vam izpolni zlata ribica? To pa je težko vprašanje. Branko razmišlja 3 želje, ki jih mora izpolniti. Ja, zdaj bom rekel kot misica na izboru za mis sveta. Prva želja, da bi bil mir na svetu. Tako, Druga želja, da bi bili vsi ljudje srečni. tako. In tretja želja, da bi bili vsi malo bolj veseli v Sloveniji. Evo, in imamo novega mistra, slovenski mister. Branko Čakarmiš. Koliko vipavca še ostalo v tebi? Koliko vipavca še teče po krvi? Zastopeš, ne? Zastopam. Evo, Povej. zate imam nekaj domačih stavkov, sodelovke Vanje, ki je z Vipave, z tistih koncev, ti pa boš mogel narediti prevod. A si pripravljen? Ja. Ala, greva na prvi stavek. Upri v oknu na obrlicht. Odpri okno na kip. Bravo, pravilno. Evo, gremo naprej. Djeni pesa na hank. Postavi psa na dvorišče. Na balkon. Bravo! Gremo na naslednjega. Kaj mi daš šifrco z ladalca? A mi daš zajmalko iz predala? O, bravo, ok, in še eno imamo. Puštenaki je ena brzuta. V skledi je ena, tega jaz ne jem to brzota. Ne vem, ko se sploh reče po slovensko, sam brzota. Cvetača? Une kugelce. Ohrod. Ohrod! Pa ti si še cel vipavc. Branko, na Pop TV-ju, ki mim grede, kot sva že omenila, letos praznuje okroglih 30 let, ste predvajali že kar nekaj sezon uspešnega kuharskega šova Masterchef Slovenija. Kako se ti znajdeš v kuhinji? Tako. To pomeni kaj? Čokolino znaš zmešati? Ne, čokolina po moje že 100 let nisem delal. V nadaljevanju preverim, kako se spoznaš na domače vipavske jedi. Eno posebno ti v studio dostavlja tudi ekipa z Michelinovo zvezdico. Anže je prišel v našo družbo, ne še povedati odkot, to bomo potem. Zdaj bomo imeli en test, ne? Evo, Anže, kar izvoli tukaj le. Lep pozdrav, pozdravljen. Živjo. Kaj misliš, kdo je to joto delal? Po okusu, ne? Zdaj on okuša. Ja, zdaj on okuša. Najprej po vonju. A je prav, da se najprej po vonja jed? Vedno se povonja. Najprej po vonja, ok. Tako. Da vidimo. Aha. Ja, naj ti povem, da jo je pripravil šef z Michelinovimi zvezdicami. Ni navadna jota. To je sam to milo. Ok, Tomaž Po vonju, Kavčič. po okusu, ja. Ampak mi zdaj kličemo našim južnim sosedom, v Opatijo kličemo. Na Hrvaškem pa ne znajo tako jote. Da vidimo, ali je to res Tomaž Kavčič. Živijo, lep pozdrav. Koga sem dobil? Pozdravljeni. To je Tomaž Kavčič pri telefonu. In Tomaž Kavčič je pripravil točno tole joto. Tomaž, Branko je sprve ugotovil, da je to vaša jota. Res? Ja. Branko, hvala. Glej. Branko se razume v kvaliteto, razume se v osnovne sestavine in je takoj ugotovil, da je jota iz repe tropinke, katero delamo na Zemonu. In to je stropinka, ki ima poseben okus. Ti se večkrat oglasiš na gradu Zemono, Branko? Ja. In zdaj je grad prišel do tebe. Ja, to je največje presenečenje začetka tega leta. Radio Robin je zakon. Hvala lepa. Fajn vzdušje, fajn ljudje, fajn ekipa in odlična hrana. Ja, to pa vedno. Pri nas absolutno, sploh v teh naših severnoprimorskih koncih. A bi zdaj Popl lahko nazaj v Robin preimenovali? Lahko kaj zmenimo? Če dodamo še Robin Hood. Bomo Robin Hood dodali. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.